Odločil sem se, da na ta kolesarski dopust s sabo vzamem števec Brighton Rider S510. Glede na to, da sem v tujini, a zaupam njegovi navigaciji? Ne, ampak zdaj sem tukaj in držim pesti, da me bo srečno pripeljal do apartmaja. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Tukaj bi lahko rekel, da je fantastično vreme, praktično brez oblačka, prijetno pihlja. Dopoldan ob 9:30 je bilo pa 23 stopinj Celzija. Tole danes je moja prva vožnja s tem najetim kolesom in prva navigacija s tem števcem. Tudi terena ne poznam, ker v teh krajih še nisem bil, tako da je zame popolnoma vse novo. Jaz sem za tole današnjo vožnjo narisal eno progo na Stravi in pa eno progo na aplikaciji Brighton Active. Za tisto progo na Stravi sem imel občutek, da jo je speljalo precej po glavnih cestah, medtem ko je tale Brightonova zrisala kar precej tako šu po raznih stranskih cesticah. Jaz sem obe progi naložil na števec, v navigaciji imam pa zdaj tisto, ki jo je zrisal Brighton. Če se bo vmes kjerkoli kaj sfižlo, bom pa preklopil na uno od Strave. Progo, po kateri se bom pa dejansko peljal, boste lahko videli na mojem Strava profilu. Link je od spodaj v opisu videa. Navigacija dela normalno, po pričakovanjih, kakšnih 150 metrov pred križiščem tako nežno zapiska in pokaže smer, kam moraš zaviti. Pa tudi, če si slučajno na kakšnem drugem zaslončku, se od spodaj levo pokaže en manjši kvadratek s podatki, kam in kako. Pa tudi ta proga od Brightona, moram reči, da je fantastična, res speljana tako po takih lepih stranskih cestah, brez prometa. Prav zdaj tukaj se vozim med nekimi evkaliptusi, prav čarobno je. S tem, da moramo vedeti, da sem jaz to progo načrtoval tako, da sem kliknil na izhodišče, kjer sem si izposodil to specialko, potem sem kliknil na skrajno točko današnjega izleta in na koncu sem kliknil še na lokacijo našega apartmaja. Vse, kar je vmes, je kreirala aplikacija sama, tako da sem res navdušen, da je zbralo take stranske prazne ceste. Kar precej evkaliptusov sem videl. Za Madeiro recimo je značilno, da so jo pogozdovali z evkaliptusi, nisem pa vedel, da so to počeli tudi tle na Portugalskem. Jaz se nahajam na severu Portugalske, tik ob Atlantskem oceanu, kar tudi pojasnjuje te čudovite temperature. Namreč Atlantik je precej hladen, 19, 20, več kot 21 stopinj nima in to hladi celotno obalo, zraven še prijetno piha. Je pa res, da kakor se zapelješ par kilometrov proč od oceana v notranjost dežele, prideš pa hitro na 36, 37, ker tudi tukaj je vročinski val in nabija temperature vse tja do 40 stopinj. Zdaj sem nehote preizkusil tudi, kako deluje navigacija, če zapelješ proč dol s proge. Na števcu se je najprej izpisalo, da sem izven proge, se pravi off-route. Čez nekaj časa se je napisalo preračunavanje oziroma rerouting in potem še malo kasneje je načrtalo novo progo. Števec te na vsak način poskuša spraviti nazaj na načrtano progo. Prišel sem do skrajne točke današnjega izleta. To je mestece Ponte de Lima, ki je značilno po starinskem mostu iz 1. stoletja. Zdaj se zapeljem čez ta most na drugo stran reke Lime.
Na tej skrajni točki sem oddaljen od Atlantika med 25 in 30 km in tukaj se čuti, da je vročina, sonce dobro nažiga, vmes pa piha veter, tako da se da vse zelo dobro prenašati. Se pa treba vseeno zaščititi pred soncem, ker če gledaš po zemljepisni širini, smo tukaj nekje na nivoju Rima, se pravi kar precej južneje kakor v Sloveniji. Midva z ženo sva sem prišla z letalom, zato je moj Scott ostal doma, ampak sem pa tukaj najel še en malo boljšo specialko. Dobil sem pravega vraga Scott Addict 20 RC, ima 28 mm gume in obroče iz karbona, oprema pa je Ultegra z električnim menjalnikom D2. Skratka, kolo je odlično in v bistvu sem jaz tisti šibki člen, ki sem prešvoh, da bi iz njega iztisnil ves njegov potencial. Z opremo nisem kompliciral, poleg števca sem s sabo vzel samo še te dve navadni lučki Specialized, sprednjo belo in zadnjo rdečo, tako en mal za svojo varnost, medtem ko radar lučko, senzor kadence, senzor hitrosti, tisto sem vse pustil doma. No in pa s sabo sem privlekel tudi svoje čevlje in pa čelado. Načeloma se tudi to da izposoditi, ampak se mi vseeno zdi, da je boljše, če imaš svoje. In pa tale oblačila, 3 drese znamke Sirocco imam s sabo, tako da se lahko preoblečem, da ne bom prav na vsakem posnetku v enakih dresih. Hkrati pa tudi malo za reklamo, saj mi je dal Sirocco en poseben link oziroma kodo za 10% popust, ki jo lahko kdorkoli od vas izkoristi, pa magari, če so izdelki že znižani, ni važno. Izredno zanimiva in lepa pokrajina, super je, ves čas so tudi lepe ceste, asfaltirane, edino v enih 2 primerih sem imel 2 taka kratka odseka s tlakovci. Proga je precej razgibana, valovita, ves čas gor in dol, tako da nisem še na 50 km, pa imam že prek 630 višincev. Zdaj me je spravljal na en odsek bolj glavne ceste. Bom videl, kakšen je promet, ker cesta je ozka in se nimaš kam umakniti, pri strani namreč ni prav nobene bankine. Saj sem se bal, da bo več prometa, ampak sreči je cesta bolj kot ne prazna. Pa ni bilo treba dolgo in me je spet usmerilo na stranske poti. Sicer pa najem te specialke ni bil načrtovan, poslovalnico sem odkril šele tukaj, ko sva bila že nastanjena. Šel, vprašal in dobil kolo za 5 dni. Naslednji teden se pa seliva v drug apartma, kakšnih 50 km južno od mesta Porto. Tam pa že imam najeto specialko, v bistvu rezervirano in plačano. In to sem vse uredil preko interneta, ko sva bila še doma. Mi je pa všeč, ker se tudi tukaj na Portugalskem najde ob cesti kakšen vodni vir. Voda tukaj je okusna in pitna, je pa treba biti pozoren, ker so določene pipe označene z napisom, da uživanje vode ni priporočljivo. Približujem se našemu mestu, kjer sva nastanjena, to je Viana do Castelo. Na vrhu hriba, visoko nad mestom, je veličastna bazilika Santa Lucia in jaz se bom zapeljal gor, da kljub vsem današnjim višincem naredim še en konkreten vzpon, pol se bom pa vrnil v apartma, prej sigurno ne. Vzpon iz mesta gor na Santa Lucio je dolg 3,5 km. Na njem se dvigneš za 158 metrov, kar pomeni tam ene 4,5% vzpon. Dodatno ga začini to, da je cesta tlakovana, tako da te malo bolj izčrpa in pa fajn pretrese. Bo pa po teh tlakovcih tudi spust sigurno zelo zanimiv. Cesta je tudi kar prometna, zato ker to gor na vrhu je očitno neko svetišče, mogoče celo romarska cerkev, in se kar precej ljudi odloči, da se zapeljejo gor. So pa med vzponom lepi razgledi na mesto in na Atlantski ocean.
Tukaj na vrhu pri tem svetišču je mojega vzpona konec, praktično tudi iz leta, zdaj se samo še spustim dol v apartma in zaključim. Tle s tem prekrasnim pogledom na Atlantski ocean lahko povem, da se je Brighton kot navigator izkazal v redu, popolnoma 100% zanesljivo. Nikjer nisem zašel na kakšne čudne poti, navigacija je jasna. Pot, ki jo je narisala aplikacija Brighton Active, je bila pa tudi zelo slikovita in speljana v glavnem po stranskih cestah. Hvala, ker ste bili z mano na tem izletu. Lepo preživite preostanek tega poletja. Hvala vam tudi za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.